Mateja Perpar iz Pravljičnega gozda. Vprašajska pravljica. Kakšno pravljico boš pa danes povedala? Je vprašal Blaž. Kakšno bi pa rad? Sem se pozanimala. Mogoče o zmajih? Kratek čas je razmišljal. Ne, o zmajih si povedala že včeraj. Danes bi nekaj drugega. A znaš kakšno o čemer še nikoli niso napisali pravljice? Se je vprašujoče zazrl vame. No, če že sprašuješ, bi lahko danes povedala vprašajsko pravljico. Vprašajsko? Kaj pa je to? Je hotel vedeti. To je pravljica o zastavljanju vprašanj, o različnih načinih, kako nekoga nekaj vprašaš, kakšen si tedaj videti in kako to vpliva na tvoj način razmišljanja. A takšna še nikoli ni bila napisana, je preveril znova. Vsaj jaz ne vem, da bi bila. Koliko pa je teh načinov? Kako veš, da gre za različne načine? Ali ste se to učili v šoli ali v službi? Ga je razganjalo od radovednosti. Sem se zamislila. Načinov je veliko. Ko ti razložim, kako gre, jih boš znal bolje opaziti in gotovo še sam našel nove. Zvedavo je razmišljal. Se pravi, da bom tudi jaz del pravljice? Mogoče si pa že? Sem se nasmehnila. Ko sprašujem, kakšen sem takrat videti, je vrtal naprej. Gledala sem njegovo rjavolaso glavo, pegice na nosu in pametne zelenorjave oči. Razmišljala sem, kakšen bo, ko odraste, kaj ga bo zanimalo in kakšne izkušnje mu bo namenilo življenje. Zamišljen pogled dobiš, sem rekla počasi. Ker vidim, kako ti možgani delajo na vso moč in v vse smeri. Prižge se ti smisel za humor, kar je znak inteligence. Obračaš besede, iščeš nove pomene in rešitve in to ima za posledico še več vprašanj. Ali vprašam kdaj kaj butastega ali neprimernega, ga je zaskrbelo. Ne, sem odgovorila prepričano. Butasta vprašanja ne obstajajo. Če nečesa ne veš, pač vprašaš. Upam samo, da poznam čim boljši odgovor. Tudi odgovori niso vedno popolni. Mislim tudi, da si preveč sočuten in bister fant, da bi spraševal neprimerne stvari oziroma postavljal vprašanja v neprimernih trenutkih. Nekaj časa sva bila oba tiho. Kako pa to vpliva na moj način razmišljanja? Se je v njem oglasil detektiv. Širiš obzorja? Spreminjaš oziroma dograjuješ mnenja, bolj pozorno opazuješ okolico in stvari ne jemlješ za samoumevne. Kaj je to samoumevne? Je poskušal razumeti novo besedo. Ko ima človek nekaj za samoumevno, je prepričan, da je ta stvar na svetu zato, da služi njemu in da mu bo vedno na voljo. Ampak ni? Je tipal previdno. Ne. Vsak človek gleda svet po svoje. Stvari in ljudi dojema v skladu z znanjem in izkušnjami, ki jih pridobiva na svoji življenjski poti. Ker smo različni in živimo v različnih okoljih, imamo tudi različna pričakovanja in poglede na stvari, dogodke in ljudi. Prikimal je, da razume, in že zastavil novo vprašanje. Kako pa si naberem čim več izkušenj? Nekaj ti jih posredujejo ljudje, s katerimi se družiš, starši, prijatelji, učitelji, sosedje, del odgovora pa je skrit v besedi naberem, sem se namuznila. Naberem, je tuhtal. Naberem. Potem se mu je posvetilo. Naberem. Si to mislila? Da berem knjige? Sem potrdila. Knjige so sporočila o izkušnjah drugih. Domišljija brez meja, zbirke podatkov za radovedneže, zatočišče v težkih trenutkih, udobne spremljevalke deževnih dni. Knjige so carske,
se je strinjal. Ampak veš, jaz trenutno rajši poslušam pravljice. A je to v redu? Super je, sem odvrnila. Pravlični čas je čas, ko je vse mogoče in ko si dajeva bližino in pozornost. Najprej je pokimal, nato pa nestrpno zmajal z glavo. Kdaj mi boš že povedala tole tvojo vprašajsko pravljico? Je terjal odgovor. Pravkar sva jo skupaj povedala. Zdaj jo bom pa še zapisala, sem rekla zadovoljno, da bodo tudi drugi videli, na koliko načinov se da zastavljati vprašanja. Midva greva pa na sladoled.